Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovane, spoštovani, vsi moji, današnji gost, dr. Andrej Gadžijev, direktor Slovenija Transplant. A vas smem vljudno prositi, da se predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? Ja, hvala lepa, čeprav je to za mene kar en manjši izziv. Najprej lep pozdrav vsem gledalcem oziroma poslušalcem. Kaj lahko rečem za sebe? V bistvu sem normalna oseba s plusi in minusi, tako kot vsak, drugač zagrizen športnik, s številnimi poškodbami, tako da sem kar nekaj tega spoznal in tudi sam zdravil kot specialist travmatologije, kar je moja osnovna izobrazba. Sicer sem se pa z donorsko transplantacijsko medicino srečal že koncem študija, ko takrat ni bilo možnosti takojšnje zaposlitve v UKC Ljubljana. In ker sem imel željo po kirurški specializaciji, sem takrat izvedel, da obstajajo neki transplantacijski koordinatorji v naši glavni bolnišnici, ki sodelujejo v procesih pridobivanja in presajanja organov in nekaterih tkiv. In s pomočjo starejšega kolega, ki je bil takrat tudi očetov sodelavec, sem prišel do te ekipe. Takrat je zavod Slovenija Transplant še ni bil ustanovljen, je pa primarija Jasna Vončina, ki je bila takrat začetnica celotne organizacije, kakršno danes poznamo, že imela sodelujoče 3 kolege, od tega je bil en celo moj kolega travmatolog, druga 2 sta bila pa kardiovaskularna kirurga, dr. Blumauer in dr. Špan, moj kolega pa je dr. Dejan Herman, ki smo potem kot 4 koordinatorji pokrivali celotno dejavnost, za katero danes potrebujemo nekaj dopoldanskih, pa veliko število kolegov, ki to počnejo tudi dopoldan. Tako da sem potem počasih spoznaval to dejavnost bolj iz koordinatorske strani, to je tisto, o čemer javnost še najmanj ve, ker se večino dogodkov dogaja popoldne, po noči, takrat, ko se išče primeren organ za končnega prejemnika, organizira transport, odide v donorsko bolnišnico in potem naredi odvzem, pa kasneje organizira tudi presaditev. Karierna pot me je potem leta 2016 oziroma začetku 2017 pripeljala do tega, da sem se odločil večino časa delati za Slovenijo Transplant in potem s 1.1.2022 tudi zamenjal dotedajno direktorico Danico Avsec na tej poziciji. Hvala za to izčrpno poročilo, da si dejansko znamo predstavljati, kaj zdaj počnete. V resnici si tega še ne znamo predstavljati, do tega bova še prišla. Ampak dajva začeti morda čist na začetku za nekega laika. O čem govorimo, kadar govorimo o presaditvah? Kaj vse lahko presadimo? Presaditve so zelo širok pojem. To, kar pokriva Slovenija Transplant, je v glavnem presaditev tistih organov, brez katerih ne bi mogli preživeti, poleg tega pa še ledvic, kjer je vsaj za večino neka rezervna možnost dializa, čeprav ne boljša, ampak vseeno, morda za tiste, ki so starejši, vseeno edina. Medtem ko govorimo o presaditvah srca, jeter in pljuč, pa prav pri tistih, ki brez te možnosti ne bi mogli preživeti. Sicer se lahko presaja številne druge stvari, razna vrsta tkiv, tudi kombinacija tkiv in organov, več organov naenkrat. Tukaj je znanost zelo široka, ampak tam sodelujejo specifične veje za določene dogodke, kar se pa tiče prav usmerjenega reševanja pacientovih življenj, pa je tukaj pod okriljem Slovenije Transplanta predvsem presaditev omenjenih organov, poleg teh 4 še trebušne slinavke, največkrat v kombinaciji z ledvico, kadar gre za sladkorno bolezen, ki jo lahko na ta način zdravimo, poseben tip sladkorne bolezni, tip 1. Sicer pa nadziramo še presaditev roženic, te tudi lahko pridobivamo med multiorganskim odvzemom in pa izvajamo v bistvu nadzor nad celotno dejavnostjo presaditve vseh tkiv in celic. Ok, v bistvu precej različnih organov in precej različnih operacij. Ja. Tudi kar veliko verjetno kandidatov na strani, kaj so pravilni izrazi? Govorimo o slovenski pravilni izrazi. To niso donor, kako se temu pravilno govori? Pravilno slovensko rečemo darovalci. Darovalci organov so tisti, ki dajo, so pa prejemniki. Ja, pa rekla pravilno. Nekateri uporabljajo napačen izraz, rečejo donatorji, pa to ni prav. Donatorja se smatra največkrat za nekoga, ki finančno podpira določeno dejavnost, ki daruje v obliki denarja ali pa drugih dobrin, medtem ko tukaj strogo uporabljamo izraz donor za mednarodno
izražanje ali pa darovalec za slovenski prostor. Ali obstajajo seznami prejemnikov in seznami darovalcev? Tako je, ja. Obstaja jasen seznam prejemnikov, vsak dan lahko izvemo točno, koliko je čakajočih na določen organ, tako da lahko povem, da včeraj je čakalo 96 pacientov na presaditev srca, 113 na presaditev ledvice, 23 na presaditev jeter, 10 na presaditev pljuč in 4 pacienti na presaditev trebušne slinavke. Se pravi skupaj 246. V Sloveniji? V Sloveniji, da. To je nekaj normalna številka, ki se več ali ne spreminja. Stalno pridejo novi na čakalne sezname, pa letno se operira približno 100 do 120 presaditev se izvede v UKC Ljubljana. Tako da to je neka taka uravnotežena številka, opažamo zadnja leta, čeprav verjamemo, da ob zelo natančnem presajanju, se pravi, če bi res uspeli najti vse tiste paciente, ki tak način zdravljenja potrebujejo, bi bila ta številka lahko še nekaj večja. Seveda bi si pa potem spet naložili več dela z nadaljnjim razvojem donorskega programa, na kar določene ekipe že pripravljamo, ampak trenutno se spopadamo seveda z znanimi težavami v zdravstvu, tako da ne želimo prehitevati dogodkov. A še katera druga bolnišnica v Sloveniji poleg UKC Ljubljana izvaja presaditve? Ne, presaditve organov se izvajajo izključno v UKC Ljubljana, lahko rečemo pri ekstremnem požrtvovanju vseh ekip, ker je to dodaten program na že tako natrpane programe v operacijskih dvoranah, zato nimamo posebnega prostora, nimamo posebnih postelj. Smatra se na en način kot del rednega dela, čeprav je izjemno zahtevno in posebno. Teh dogodkov res ni veliko, kot že omenjeno, približno 100 do 120 na leto. So pa takrat precej zahtevni, ker v bistvu od privolitve svojcev oziroma dokaza možganske smrti pa do končanja presaditve v tem postopku sodeluje tudi več kot 100 ljudi različnih profilov. Edina druga bolnišnica, ki pa izvaja presaditve roženic, ki se jih večinoma pridobiva v Ljubljani, pa med multiorganskim odvzemom tudi v drugih 10 donorskih bolnišnicah, je na očesnem oddelku UKC Maribor. Ostalo vse izključno, kar se organov tiče, vse izključno v Ljubljani. Kako se nekdo lahko uvrsti na listo prejemnikov? Zato, da te uvrstijo na čakalni seznam za presaditev organov, moraš najprej izpolnjevati en kriterij, ki ni v bistvu dober, se pravi, da ne obstaja nobena druga možnost zdravljenja odpovedi organa kot pa presaditev, da so izčrpane povsem vse ostale možnosti. To ugotovi lahko v prvi vrsti osebni zdravnik, še bolj natančno pa specialist, s katerim vas napotijo o poslabšanju vašega zdravstvenega stanja. Naredijo se številne preiskave, poskuša se seveda prej z znanimi metodami, drugimi metodami zdravljenja, ampak ko strokovnjaki prepoznajo, da druge možnosti kot presaditve ni, izpolnjujete kriterije za uvrstitev na čakalni seznam. Je tako, da večina teh kandidatov pride do darovanega organa? Imate morda kakšno statistiko, koliko jih vmes žal ne dočaka darovanje organa? Ja, te statistike se natančno vodijo, pri nas je umrljivost, to je strokovni izraz za to, koliko ljudi umre na čakalnem seznamu, najnižja znotraj Eurotransplanta. Pa kljub temu se zgodi, da letno umre med 10 in 16 ljudi, da ne dočakajo pravočasno za sebe ustrezen organ, ampak glede na število čakajočih, ki so jih prej omenila, je to res nizka številka, mogoče 5%. In kako je pri nas s seznamom darovalcev? A imamo seznam teh ljudi? Kako se lahko opredelimo kot darovalec? Kakšen je postopek? Dejanskega tako imenovanega seznama darovalcev nimamo, ker nihče ne ve, ali bo izpolnjeval na koncu tiste kriterije, da bo zares lahko postal darovalec. So pa v posebnem nacionalnem registru tisti, ki so se opredelili za ali proti darovanju organov in tkiv po smrti. Skrbnik tega registra je prav tako Slovenija Transplant. Dostop do podatka v registru pa je možen šele takrat, ko je vaša smrt dejansko ugotovljena. Na ta način smo odmaknili, saj upam, da enkrat za zmeraj vse dvome o nekih možnih manipulacijah pa teorijah zarote, da nekdo ne bo ustrezno zdravljen, če se bo zvedelo, da se je opredelil proti, ali spet, da bo zdravljen na tak način, da bo umrl možganske smrti, če se je opredelil za. Tako da ta podatek je shranjen dejansko do ure, ko je
vaša smrt vpisana v katerikoli informacijski sistem, katerekoli od 11 donorskih bolnišnic in šele takrat se ga lahko odklene s pooblaščeno osebo s posebno profesionalno kartico in pa številko zdravstvenega zavarovanja umrle osebe. Tako da izjemno varovan podatek. Opredelitev je zdaj za tiste, ki so vsaj malo spoznali na elektronko, zelo enostavna. Če imate kvalificirano digitalno potrdilo, lahko preko naše spletne strani dostopate do portala e-uprava. To je edina zbirka, ki omogoča direktno vpis v nacionalni register darovalcev po smrti. Z dvema klikoma pridete na specifičen obrazec, ki ga izpolnite. Obrazec vas vljudno opomni na vse, kaj je treba narediti in imate možnost se strinjati, soglašati, da želite biti darovalec ali pa temu nasprotovati, celo mislim, da je ločeno za organe in tkiva. In še ena prednost je, svojo željo lahko kolikorkrat želite spremenite. Ni enkrat fiksirana, lahko je to dinamičen dogodek. Odločili smo se v bistvu za ta mešan tip opredelitve, da lahko izraste voljo za ali voljo proti, ker mislimo, da je v tem momentu to nekje najbolj demokratična odločitev in da ljudje res ne čutijo nobene prisile. Hkrati ponujamo našo spletno stran kot vstopno mesto do tega registra, zaradi tega, ker je ravno na naši spletni strani ogromno preverjenih, zanesljivih, resničnih informacij. In želimo, da se na podlagi teh informacij odločate za ali pa proti. In če se oseba ne opredeli, denimo jaz se do tega vprašanja še nikoli nisem opredelila, kaj se potem zgodi, vkolikor v eni od teh bolnišnic človek umre možganske smrti, smo rekli? Ja, vkolikor se zgodi, da bi skupina strokovnjakov, ki vas takrat zdravi, vedno morajo v takem primeru, če pride do možganske smrti, kontaktirati bolnišničnega koordinatorja za transplantacije. Če bi ta ugotovil, da ste primeren kandidat za darovalko organov, bi kontaktirali vaše svojce. V vsakem primeru, tudi če ste vpisani v register, je v skladu z zakonodajo potrebno opraviti še pogovor s svojci in tudi od njih dobiti soglasje. Zdaj, če ste opredeljeni za, je to bolj informativne narave, če pa niste opredeljeni, kar je nažalost, mislim, da je skoraj 98% ali še več teh situacij, je pa to informacijo potrebno iskati potem pri svojcih, kar je izjemno naporno, ker na njih prelagate tisto odločitev, ki bo lahko sklenili že za časa življenja, in to v situaciji, ko so soočeni z minljivostjo, ko zvejo, da ste umrli, ko je to neko sporočanje nepovratne informacije, izjemen stres za vaše najbližje in poleg tega še to dodatno breme, tako da so te pogovori nekaj najtežjega, kar koordinatorji upravljamo. To upravljate koordinatorji, ali so to kakšni posebni specializirani poklici, psihologi, denimo? Ne, to so enostavno zdravniki, ki so se odločili, da bojo poleg svojega rednega dela opravljali tudi to, lahko rečem, zelo človekoljubno dejavnost. Večina je natreniranih intenzivistov, poznajo te težke situacije, skozi katere lahko grejo ljudje in družina, mi jih pa spravimo skozi poseben tečaj pogovora s svojci, ki pa ga vodi z nami sodelujoča klinična psihologinja Bernarda Logar Zakrajšek. Tako da dobijo ustrezen trening, ampak frekvenca teh dogodkov, recimo če ste izven Ljubljane, Maribora ali pa Celja, je bistveno manjša, pa moram reči, da so zelo uspešni kljub temu pri pogovorih. Se o tem tudi redno vsako leto pogovarjamo, delamo natančne analize, kako so pogovori stekli tudi na mednarodnem nivoju, kjer res praktično vsakodnevno sodelujemo, si izmenjujemo informacije, poskušamo sooblikovati evropske smernice, smo dejansko vabljeni zraven v kar nekaj delovnih skupin in vsi skupaj iščemo možnosti, da bi bila stopnja zavrnitve manjša. Edino, kar res deluje, je popolna transparentnost. Zato pri nas ni nobenih skrivalnic, ni ničesar, zaradi katerega bi lahko na podlagi preverjenih informacij ljudje sploh dvomili v ta sistem. Je pa sistem po drugi strani ekstremno občutljiv za neresnice. Če nekaj časa širite recimo zgodbe o evtanaziji pa prodaji organov in podobno, kar smo zadnje čase slišali, ljudje izgubljajo zaupanje v sistem, ki smo ga mukoma zgradili, pa se take stvari v njemu sploh ne dogajajo. In če se nekdo v času življenja opredeli proti darovanju organov, potem svojci te volje ne morejo več spremeniti? Ja, največkrat ta ne zelo strogo spoštujejo.
To lahko rečemo. Čeprav se včasih, to je vsaj priporočeno največkrat strani španskih kolegov, Španija je namreč vodilna država na tem področju, preverja tudi stanje, kdaj si to izrekel. V Španiji ta da ali pa ne jemljajo tako strogo kot v Sloveniji, vedno poskušajo zvedeti, kako je bilo v resnici, lahko je bil tu nek slab moment, pa potem ni imel človek možnosti svojega mnenja spremeniti. Pri nas pa zapisan ne ali pa tudi zapisan ja, strogo spoštujemo. V katerih primerih najpogosteje prihaja do te tako imenovane možganske smrti? Obstaja kakšne statistike? Si laično mislim, to so prometne nesreče? Ja, lahko rečem, da takrat, ko sem jaz začel sodelovati z organizacijo kot specializant travmatologije oziroma še predtem kot koordinator, je bilo največ prometnih nesreč, podoben razvoj je šla kasneje čez tudi naša soseda Hrvaška, ki še zdaj beleži ene najvišjih rezultatov znotraj Eurotransplanta, pa ogromno so se od nas naučili, to se lahko pohvalimo. So bile dejansko v ospredju prometne nesreče. Vsaka država, ki gre čez to začetno fazo razvoja, potem opaža, da je konkretno upadanje teh darovalcev, ki so predtem bili mladi, pogostokrat z izolirano poškodbo glave, zdaj so to starejši, ne več po prometnih nesrečah. Dviguje se število recimo tipično teh po recimo temu uspešnem oživljanju, ko srčno akcijo na terenu z masažo pa ventilacijo, se pravi z umetnim dihanjem pa masažo srca le nekako vzpostavimo, ampak če je ta čas predolg, se možgani ne opomorejo več. In potem v kasnejših dneh pride do, mi rečemo, maligne otekline, tako močno možgani nabreknejo znotraj glave, da stisnejo žile, ni več pretoka, sami sebi zaprejo pretok in pride do možganske smrti. Druge možnosti so še nenadne razpoke anevrizme, se pravi spremembe na žilju v glavi z hudo krvavitvijo, ki jo je nemogoče kirurško razrešiti, ali pa huda oblika možganske kapi, včasih tudi določeni tipi meningitisa, se pravi vnetja v možganih, lahko privedejo do tega, ali pa celo neke vrste možganskih tumorjev, ki tudi povzročijo tako veliko oteklino, mi strokovno temu rečemo edem, da pride do tega začaranega kroga, stisnjenja žil in potem še večje otekline, kar privede do odpovedi celotne možganske skorje, se pravi obeh hemisfer in možganskega debla, brez tega pa ni mogoče živeti. Ampak vendarle ste omenili, da niso vsi primerni kandidati za darovanje. Kdo je primeren kandidat za darovanje organa? Primeren kandidat je tisti, pri katerem v bistvu z vsemi preiskavami, se pravi laboratorijski, virologijo, tudi preverno, tudi COVID je nekaj časa bil kontraindikacija za darovanje, pa zdaj razen pljuč ni več. Raznimi ocenami velikosti, krvne skupine in drugih rezultatov ugotovimo, da je vsaj en organ ustrezen za presaditev. Ne sme biti neke razširjene okužbe, ki bi segla na vse organe, druga večja kontraindikacija, kot strokovno rečemo, pa je napredovala maligna bolezen, se pravi, če imate rakavo bolezen z razsojem po telesu. To sta dve glavni kontraindikaciji. Razširjena okužba, ki privede v odpoved vseh organov, ali pa napredovala rakava bolezen z zasevki. Vse ostalo je pa stvar debate že počasi v teh evropskih smernicah, ki se posodabljajo nekje na 2 do 3 leta. Tisto, kar je bilo ob izdaji smernic še veljavna kontraindikacija, že čez 3 leta v nekaterih primerih ni. Namreč ta znanost gre skokovito naprej, v nekaterih državah z večjo populacijo je povpraševanje po organih bistveno večje, tudi če ga preračunamo na milijon prebivalcev kot v Sloveniji, tako da je v bistvu največja nevarnost za tiste, ki čakajo na presaditev, da organa ne bojo dočakali. Ne prenos nekaterih bolezni, ko še ne vemo, bojo dejansko privedle do večje umrljivosti prejemnikov. Tako da poskušajo več, kot je mogoče za nas sprejemljivo v Sloveniji, pa na podlagi rezultatov vidijo, da recimo umrljivost sploh ni večja in sprejemajo spet neke drugačne smernice. Ampak ko je nekdo, denimo, že možgansko mrtev, kako veste, da so njegovi organi primerni? A se takrat opravi slikanje, se takrat opravijo vse analize? Ja, popolnoma drži. Nekatere se že prej tekom zdravljenja naredijo, tako da če imate takrat globinsko slikanje trebuha s CT preiskavo, kot rečemo, lahko dobite že pred dokazano možgansko smrtjo veliko informacij, sicer pa vsi ti postopki tudi stroškovno gledano stečejo po privolitvi svojcev. Takrat dobi umrla oseba posebno številko,
ETDN, mi rečemo Eurotransplant Donor Number, ga javimo tudi v Eurotransplant oziroma jo javimo in potem stečejo vsi postopki ocenjevanja primernosti. Najprej celotnega darovalca, kasneje pa vsakega organa posebej za presaditev. Ker je skrb za bodoče prejemnike v bistvu deljena, vseh 8 držav ima prijavljene bodoče prejemnike organov na skupen čakalni seznam, ki se vodi računalniško v Leidenu na Nizozemskem in se v bistvu med vso to populacijo potem išče najboljše ujemanje med darovalnim organom in končnim prejemnikom, kar prinese bistveno boljše rezultate, kot če bi bili odvisni samo od darovalcev v Sloveniji. Kaj pa pomeni najboljše ujemanje? Najboljše ujemanje pomeni, da bo organ ustrezne velikosti za začetek, ustrezne krvne skupine, mogoče bo imel na sebi tudi, to je že malo strokovno rečeno, ustrezna protitelesa, to je pri ledvicah tako imenovana HLA-tipizacija, neki površinski antigeni, proteini na površini ledvic, ki se morajo točno v večini odstotkov ujemati prejemnikovi pa darovalčeva ledvica, zato da ne pride do takojšnje zavrnitve. Pa so pa še drugi kriteriji, ki pripadajo posamični stroki oziroma posamičnim organom, ampak za začetek te najpomembnejši in dostikrat se upošteva tudi geografska bližina, ker je važno tudi, koliko časa organ zdrži zunaj telesa, da je po presaditvi čim bolj funkcionalen. In to, koliko časa organ zdrži, je nekaj, kar je odvisno od organa, za katerega gre, ali je to odvisno od konkretnega stanja umrlega, od česa je odvisno? Ja, v bistvu od vsega tega, kar ste povedala, pa zadnja leta lahko rečemo tudi od finančnih zmožnosti prejemniških centrov. Namreč funkcijo organa se da precej izboljšati, če se ga med transportom ali pa takoj po odvzemu, pa tudi po prihodu v prejemniško bolnišnico preklopiti na določene tako imenovane strokovno-perfuzijske mašine. To so aparature, na katere se organ priklopi, njegova dovodna odvodna žila teče skozi ena posebna tekočina in imate prav specialiste, tako imenovane perfuzioniste, ki lahko organ na tem aparaturi manipulirajo, mi rečemo strokovno, se pravi z določenim dodajanjem substanc, merjenjem funkcije, spreminjanjem pretoka, lahko funkcijo tega organa toliko zboljšajo, da je boljša, kot je bila prej v darovalcu in je še bolj primerna za prejemnika. To sicer stane svoj denar, ampak v končni fazi zdaj nekoga rešimo smrti, marsikateri od prejemnikov živi skoraj da normalno življenje s to obvezo, da mora celo življenje imeti imunosupresivna zdravila in da nekako vejo, koliko je tudi funkcionalna doba enega organa, lahko rečeva, ampak to so ljudje, ki so za družbo spet tudi finančno lahko koristni, ker spet lahko delajo, tako da tukaj ne bi mogli reči, da so stroški enosmerni. Tudi ekonomsko je vse skupaj upravičeno. A mi te naprave v UKC-ju Ljubljana imamo? Da lahko gor klapljamo? Ja, mi imamo 2 napravi za ledvico, že nekaj let, tako imenovan LifePort, in vsi, ki so po tem postopku dobili ledvico, so imeli dosti boljše rezultate, kot pa predtem, ko teh mašin še nismo imeli. Dogovarjamo se še za eno aparaturo za jetra, ki bi pomagala tudi optimizirati celotno verigo postopkov, namreč en od silnih naporov, ki jih ljudje tudi mogoče ne poznajo ali pa ne sprejemajo, ker mislijo, da so samoumevni, je do kakšne mere obremeniti kirurške ekipe. Nekdo, ki je delal že cel dan, potem mora pa še sredi noči transplantirati, recimo jetra, kjer je postopek lahko tudi daljši od 10 ur. Ne vem, če si predstavljate, v kakšni stiski je lahko. In s priklopom jeter na tako aparaturo bi lahko prestavili celoten akt presaditve na naslednji dan, celo na tiste ure, ko so operacijske dvorane manj obremenjene. Tako da to so možnosti, ki se nekje uporabljajo, samo moramo se zmeniti, kdo bo zdaj v bistvu to vse skupaj izpeljal, a so sredstva namenjena za to. Malo težje konkuriraš, ker je teh dogodkov 100 do 120, kot sem rekel, proti številnim operacijam, ki jih morajo znotraj UKC Ljubljana opraviti. Pač na to, kar ste zdaj rekel, seveda si tega jaz ne predstavljam. Jaz si ne predstavljam niti, da bi šla po 24 urah še eno tožbo napisati, kaj šele, da bi 10 ur operirala. A nam razložite, kako dejansko poteka zelo nasplošno postopek od ugotovitve možganske smrti pa do tega, da je organ, kaj bi bil strokovni izraz, da se nahaja že potem pri... Da je uspešno presajen. Da je uspešno presajen. Ja, tukaj je kar veliko korakov. Zdaj, en
pred tem še, ko ste rekla, da je pravilno, da se obvesti koordinatorja za transplantacije, kjer imamo tako imenovane bolnišnične koordinatorje v vsaki bolnici, po eni strani ministrstva imenovan in pa centrane, ki pripadajo Slovenija Transplantu, da se nekaj dogaja. Že pred tem. Ker če bomo ocenili, da ta oseba, ki umira oziroma je umrla možganske smrti, ni primerna za darovanje, ne bomo bremenili niti svojcev s pogovorom, ne bomo čakali predolgo, ampak bomo hitro zaključili s postopki ugotavljanja, takoj kot možganska smrt klinično dokazana, je prav, da se teste naredi. A vas jaz prav razumem, da to dejansko pomeni, da ko že je nekdo recimo sprejet na urgenco in se nakazuje, da ne bo preživel, da se takrat že sproži nek alarm, imamo potencialnega darovalca? V bistvu je to neka želja za pravilno sledenje. Kle ljudje začnejo spet mečkati dvomiti, mislijo, ta bo pa zdaj posegel vmes v postopke zdravljenja, pa se lahko zgodi nekaj, kar si ne želim, tega ni tako. V bistvu, če res vemo, da ne bo preživel, to je eden od modelov, ki ga v bistvu šele zdaj uvajamo, tako imenovan ICOT. Ko nekoga sprejmeš v intenzivno terapijo z namenom, da se mu spolne želja, da bo postal darovalec, predtem sledi konzilij drugih zdravnikov specialistov, ki so eksperti za tisto, kar se je temu človeku zgodilo. Recimo huda poškodba glave, ali pa neka krvavitev, ali je nevrološki vzrok, ali je travmatološki vzrok za dokončno okvaro možganov, in bi ga po tem posvetu prestavili na oddelek, kjer bi mu samo lajšali trpljenje, poskrbeli, da se ne bi mučil, po domače rečen, in bi smrt nastopila v nekaj urah. Bi v tej situaciji, po sklepu tega konzilija, bi se morali obvestiti koordinatorja. On bi pogledal najprej, če je ta oseba sploh primerna, če bi ugotovili, da ima neko krvno obliko raka, te so absolutna kontraindikacija v vsakem primeru, ali pa razširjeno okužbo, potem ne bi niti šel predpogovor s svojci. To so se zdaj dotaknila nečesa, kar v bistvu šele začenjamo v praksi delati. In v register tukaj ne moč pogledati, ker oseba še ni umrla, narediš predpogovor s svojci, poiščeš to željo, če oni vejo, da je umirajoči želel biti darovalec, se ga sprejme v intenzivno terapijo s tem namenom, da se mu ta želja izpolni, ker vemo, da ne bo zdravel, ker vemo, da ne bo niti v komi oziroma vegetiral, ampak da bo smrt nastopila izjemno hitro. Drugi postopki, ki trenutno zdaj tečejo redno, se od tega razlikujejo. Tukaj je oseba že sprejeta v intenzivno terapijo, pa se znotraj zdravljenja zgodi, da žal gre v klinično sliko možganske smrti, kot rečemo strokovno, zaradi razlogov, ki sem jih nekaj vprašanj nazaj naštel. In še pred dokazovanjem možganske smrti, kar naredimo s testiranjem odziva možganskih živcev, da prevemo funkcijo možganskega debla, pa potem bomo še odsotnost prekrvavitve oziroma funkcije možganske skorje, se že pred tem informira koordinatorja, da se nekaj dogaja, zato da bo znal organizirati potem vse nadaljne postopke. Ko se zdaj v skladu z zakonodajo pravilno dokaže možganska smrt, se koordinator obvesti, kdaj bo svojci prišli na pogovor, se opravi tisti izjemno zahteven pogovor, o katerem sva že govorila, potem pa koordinator ima v bistvu tako kot neko checklisto, tako kot imajo piloti, da lahko z avionom varno zletijo, preveri vse, kaj je treba narediti. Pokliče vse dodatne strokovnjake zdaj, da gremo pa v natančno oceno vsakega organa posebej, da vidimo zdaj, če je vsaj en primeren za odvzem. Javimo vse skupaj v Eurotransplant, kjer so spet drug tip koordinatorjev, oni v računalniku vnesejo vse te podatke in potem dobijo ven informacije, kjer organ bo šel k kateremu prejemniku. A smem tukaj eno pod vprašanje. Če bi se slučajno zgodilo, da bi bila dva prejemnika povsem enako primerna za darovanje tega organa, kdo odloča, katero od njiju dveh bo organ dobil? Če bi bila recimo oba pri nas, potem Eurotransplant včasih reče, da imamo centralno ponudbo, se pravi, da se strokovnjaki, ki skrbijo za, recimo zdaj, da je to nekdo, da sta dva, ki sprejemate ledvico, nefrologi, odločijo, kjer je ta moment bolj primeren. Nikoli ni čisto enako, lahko je en zdravstveno majčkeno slabši. Stanje na čakalnih seznamih je zares dinamično, če recimo imaš neko akutno virusno obolenje, če si prehlajen, po domače rečen, ne moreš biti v tistem momentu
presajen, a ne, in se lahko zgodi to. Ali Se pa to vnaša v te sezname? Ja, ja. Dejansko se vsak Ja. prehlad vnaša. Ja, vnaša se, v bistvu javiš, da je začasno netransplantabilen, mi rečemo s svojim izrazom, oziroma da v tem momentu ne more biti resen kandidat. Ne da se ga dejansko čist iz seznama dol, ampak se sam reče, da je non-transplantable. Se pravi, dobi to označbo do takrat, dokler se ne Dejansko pomeni, da mora pacient javljati ta stanja. Ja, in tudi Vsak preverja se. Ne. Stanje teh pacientov se nasplošno preverja. Niso nikoli prepuščeni samemu sebi. Zdaj imate tudi stanja, ko je z njimi tako hudo, da morajo biti v bolnici, ne zaradi prehlada, ampak zaradi tako izrazitega poslabšanja funkcije organa, zaradi katerega čaka na presaditev, da življenje včasih visi na nitki in takrat dobijo pa posebno označbo, to je tako imenovan visoko urgentni prejemnik. To je pa nekaj, kar povoz vse ostalo v alokacijskih pravilih znotraj celega eurotransplanta. In recimo en organ, ki bi bil primeren za od darovalcev v Avstriji, za prejemnika v Avstriji, recimo srce, lahko dava tako primerjavo, bo zdaj odšel v Slovenijo, zato ker je naš prejemnik v hujšem stanju in ne bo preživel, če tega organa ne bo dobil takoj. Vse te situacije, če bi morali biti samozadostni, nekaj podobnega, ampak ne tako hudo je bilo med covidom, bi vodile v smrt teh ljudi, če ne bi ravno takrat se zgodil moment, da bi imeli enega darovalca. In te številke zelo nihajo. Recimo prejšnji mesec smo imeli samo 2 darovalca, mesec predtem samo 4. V zelo dobrih mesecih se zgodi, da jih imamo 10, kaj dosti več pa ne. Ampak te momenti poslabšanja na čakalnem seznamu so pa nepredvidljivi in se lahko zgodijo kadarkoli. Zato je izjemnega pomena, da smo v bistvu od leta 2002 enakopravna članica Eurotransplanta, v katerega so skupaj zdaj skoraj 140 milijonov ljudi v primerjavi z Slovenijo, ki ima malo več kot 2,1 milijona prebivalcev. In zdaj sem vas v bistvu tudi zmotila. Govorila sva o tem, da nastopi trenutek možganske smrti, da se oceni, da je nekdo primeren za darovalca. Kaj se zgodi potem? Potem v bistvu že vso to oceno, ki jo upravljamo, javljamo v Eurotransplant, kjer teče tako imenovana alokacija. Na podlagi znanih podatkov o darovalcu in njegovih organih se odvija to ujemanje, najboljši meč, kot mi rečemo strokovno, najboljše ujemanje med organom in prejemnikom, in na podlagi tega se potem začne organizacija transporta. Povejo nam, kam naj bi kakšen organ v končni fazi potoval, v kater prejemniški center, katere ekipe bojo prišle, na kakšen način, ponavadi z ambulantnimi letali, treba odpirati določena letališča, če se to da, ali se pa dogovoriti, kje bojo najbližje lahko pristali, pa potem z reševalci do donorske bolnišnice. Torej po organ pride tista bolnišnica, ki bo naredila presaditev? Ja, tista bolnišnica, ki bo izvedla presaditev, organizira transport. Pošlje svoje kirurge, predvsem za srce pa pljuča, to se dogaja. Za jetra niti ne zaupajo dovolj izkušeni naši ekipi, da vse natančno vidi, da lahko tudi izvede. Večina kirurgov, ki izvajajo eksplantacijo, kot rečemo, oziroma odvzem organov, je iz rečemo mehko kirurških strok, to so abdominalna kirurgija, urologija ponavadi. Te izvedejo začeten pregled telesa, ugotavljajo, če je kaj še v tistem momentu, ko se odpre, pa pregleda prsni koš, pa abdominalno votlino, trebušno votlino, če je še kaj skritega, kar nismo s preiskavami našli, včasih se naključno kakšen tumor najde. Če je vse v redu, če ni, odvzamemo biopsijo, se pravi, pogledamo s posebno iglo, odvzamemo vzorec, ga pošljemo na patologijo. Če je vse zdravo ali ne, tisti čas ekipe malo nekaj drugega delajo, natančno preparirajo organe, ki bi bili ustrezni za odvzem. In ko dobimo te rezultate, če res kaže na neko maligno bolezen, nehamo takoj. Če pa ne, pa nadaljujejo postopek naprej. Tako da za srce pa za pljuča pa vedno pošiljajo prejemniški centri svoje kirurge, ponavadi tudi tiste, ki bo organ presadili v končnega prejemnika. Za te je treba organizirati transport. Mi smo zadolženi za transport po tleh, se pravi, kjer njihov avion pristane, moramo poslati reševalno vozilo, ker mora vse potekati izjemno hitro. Potem potujejo, recimo, če mariborsko letališče ni odprto, v tem severovzhodnem delu imamo 5 donorskih bolnišnic, Celje, Ptuj, Slovenj Gradec, Maribor pa Mursko Soboto, si moramo pomagati recimo z letališčem v Gradcu. Včasih si pomagamo z zagrebškim letališčem, pa potem po nekih stranpoteh, mogoče mimo Ptuja, pridejo
do nas. Ne. Tako da je logistika je vedno izjemen zalogaj in pri srcu pa pljučih se kar mudi, srce zdrži nekje 4 ure, mogoče 5 izven telesa, ampak ne čisto zares transporta prenese mogoče 2 uri pa pol do 3, z eno posebno transportno torbo, zdaj že lahko med 5 pa 7 ur, ampak tiste je bolj neke vrste sofisticirana hladilna torba, kot pa dejansko tista mašina, o kateri sva govorila, tista je zaenkrat za nas še finančno prevelik zalogaj. In temu se prilagaja v bistvu vse skupaj. Logistiki, transporta, čas, razpoložljivost ekip, razpoložljivost operacijskih dvoran, zato se to dostikrat je dogajalo sredi noči, pa tudi v dopoldanskem času. Torej, dejansko, če si to zdaj čisto plastično predstavljamo, če gre za jetra oziroma za srce ali pljuča, Ja. Se dejansko lahko zgodi, da se kirurga zbudi sredi noči Ja. in se reče v Avstriji je Gremo. na voljo. Recimo, čez 2 uri že letimo, ker bo odvzem organov v Sloveniji ob 4, zdaj so njega zbudili ob polnoči, ob 2 mora že leteti, pridejo v bližino. Pri nas začnemo dejansko lahko ob 4 zjutraj, takrat tisti kirurgi, ki pridejo naši na odzemno mesto, recimo, da smo zdaj v bolnišnici Ptuj, že opravijo prvi pregled, začnejo z odpiranjem obeh telesnih votlin, pregledajo vse organe. Ampak mi imamo hkrati 2 operaciji. Ena operacija je, ko organ vzamemo iz darovalca, Res je. in druga operacija, Saj to sem hotel pa nadaljevati. izvolite, ja. Ja. Ko vidijo te tujci zdaj, ki pa nastopijo za abdominalno ekipo ponavadi, ki naredi osnovni pregled, pristopijo k mizi, pa pogledajo, če je organ, ki ga nameravajo odvzeti, v redu, naredijo včasih še dodatne preiskave. Torakalni kirurgi, kot strokovno rečemo, tisti, kot vzemajo pljuča, zmeraj naredijo še bronhoskopijo. Potem javijo v prejemniški center, domov se pravi, v redu je, lahko začnete s pripravo prejemnika. Podobno naši za srce. V realnosti takrat, ko avion s srcem pristane na Brniku, če imamo mi našega prejemnika, začnejo z odvzemom starega srca pri prejemniku in ga prikločijo na zunanji krvni obtok, da lahko počaka v bistvu z odprtim prsnim košem brez svojega srca, da potem sledi hitra presaditev. Ja, tako malčkeno znanstveno fantastično zveni, ampak na ta način se dejansko privarčuje tisti čas, ki ga potrebuješ. Ne? Ker tiste ure, ki sva jih prej omenila, so skrajne ure, ki jih ne želimo preseči. Vsaka ura, ko postopek izvedemo hitreje, je dodaten plus za prejemnika. A imamo slučajno kakšno posebno listo za otroke? Posebno, ja, pediatrični pacienti so tudi znotraj Eurotransplanta posebej obravnavani. Mislim, da je do starosti 16 let prav poseben program, ki je namenjen njim. Tako da se ne zgodi, da bi majhni otroci dobili, ker tudi po velikosti ne more jeti prevelik organ v premajhno osebo. Išče se tudi tukaj neko ujemanje. Je pa zanimivo, da organ pri majhnem otroku z njim potem naprej raste, kar pri odraslem ni specifika. Ne. Kjer so programi zelo zahtevni, presaditve, tukaj so majhna anatomija, če nimaš, kirurgi se vedno zavedamo, da je potrebna dolga učna pot, da si ti v nečem zelo izkušen. In roko na srce, nihče ne želi tukaj pretiravati, pa se nekih pionirskih postopkov, če za to ni več potrebe. Zato pri zelo redkih operacijah raje sklenemo dogovor s centri v tujini, ki imajo večjo frekvenco teh presaditev. Tako imamo zdaj dve taki možnosti, sicer je bolnišnic malo več, ki sodelujejo, ampak v grobem rečeno otroci, ki so lažji, mislim, da od 30 kg, pa potrebujejo presaditev jeter, se večinoma to izvede v Bergamu v Italiji. Tukaj imamo posebej tako imenovan dvostranski oziroma twinning agreement, ker Italijani so zunaj Eurotransplant, ampak na poseben način tudi tukaj lahko vračamo dolgovane organe. Drug tak primer je pa zdravljenje majhnih ledvičnih pacientov v Gradcu. Tako da je res v Sloveniji poskrbljeno za vse, ki tak način zdravljenja potrebujejo. Ok, a midva se lahko malo še dotakneva nekih predsodkov, ki jih ljudje imajo v zvezi z darovanjem organov. Recimo, ko sem se jaz s prijatelji pogovarjala o tem, kaj bom snemala za naslednjo epizodo, mi je prijateljica rekla, ok, sej jaz bi darovala organ, ampak ni šans, da vnaprej na to pristanem, zato ker bohaj, kdo te lahko nekje ustreli, ki ve, da si na čakalni listi, ali pa ki ve, da boš
da bodo tvoji organi primerni. To ste se delno do tega že opredelili, ker ste sami ste rekli, da je to poslovna skrivnost do trenutka smrti. Ampak, če pa ti sam komuniciraš, in če jaz sama povem, jaz pa sem podpisala, jaz pa želim, da se moji organi donirajo, in je to splošno znano dejstvo, a sem potencialno lahko žrtev kaznivega dejanja z namenom, da bom postala donator. Ne vem, kako ne vam zdaj govorim, odvisno, komu ste to zaupali. Če ste to zaupali zdravstvenemu osebju, smo mi profesionalno zavezani k molčečnosti. Tega ne bo noben zlorabo. Drugo pa, ne vem, jaz sem kar malo občutljiv na to, da je v Sloveniji toliko teh teorij zarote, ki se v praksi ne dogajajo. So razne zlorabe na drugih področjih. Tukaj imamo 1001 varovalko. Vsak, ne bom rekel samo zdravstveni delavci, tudi sodelavci različnih strok, če bi opazil, da se je karkoli zgodilo, kar je izven dogovorov, bi to morali javiti. Nismo imeli niti enega primera zlorabe, nobenih preskakovanj, čakalnih vrst, iskanj bližnjic z naše strani. Lahko rečem, da so nekateri pacienti kljub kratkim čakalnim časom na čakalnih seznamih šli v tujino poiskati bližnjico in so to kar drago plačali. Potem so prišli sem se zdraviti s posledicami, pa ne vem, mislim, da se za nekatere tudi ni v redu izteklo. To v Sloveniji ni treba početi. Vsak organ je natančno nadziran, njegova pot je jasna, imamo tako imenovan follow-up, imamo javljanje neželenih dogodkov pa reakcij, tako da sledimo presaditve tudi potem tistim, ki niso naši slovenski prejemniki, ampak v tujini, in obratno, vsakega znotraj Eurotransplanta zanima, če so bili organi od njihovih darovalcev uspešno presajeni, a se je karkoli posebenega zgodilo. Če najdemo kaj naknadno, včasih ne veš popolnoma, je neka sprememba, ki so v kirurgiji najdli med eksplantacijo maligna, ne, so potrebna še dodatna specifična barvanja, rezultati histopatologije pridejo v 5-6 tednih šele, in če se res najde nekaj, kar ni v redu, takoj sporočimo, vemo, kdo je dobil določen organ, tako da tukaj je znotraj te mreže, lahko rečemo, ni skrivalnica. In tudi skupaj smo sooblikovalci teh alokacijskih pravil, komu je kaj dodeljen, tako da to je nek dinamičen fair play. Kaj pa mit, sem kadilka ali kadilec, nisem primeren za darovanje organov? Ja, teh predsodkov, da ljudje sami ocenijo, da se ne bi vpisali v register, ker itak niso dovolj zdravi, to zdaj poskušamo večkrat naglaševati v različnih medijskih pojavljanjih. Ne skrbeti za to, sploh ne vas to ne obremenjuje. Številni ljudje imajo zdaj pridružene bolezni, pa so še zmeraj lahko primerni darovalci, tako da o tem bo odločal strokovnjaki, če do tega pri vas pride. Kaj pa črni trg? Trgovine z organi, nezakonite seveda trgovine z organi. Ja, to se dogaja v državah, kjer imate velike razlike med bogatimi pa revnimi, kjer imate slab donorski sistem, kjer mogoče tisto, kar je bazira samo na živih darovalcih, že tukaj se lahko zlorabe dogajajo. Zato pri nas, če ste živi darovalci ledvice, 1 do 2 dogodka približno na leto se tudi zgodita v Sloveniji, greste čez posebno etično komisijo. Samo tisti, ki so res čustveno povezani ali pa sorodstveno povezani, so lahko darovalci. Tako da tukaj imamo v Sloveniji že vzpostavljen kup varovalk. Zlorab na tem področju pri nas ni bilo. Vsakič, ko se pogovarjajo v medijih o trgovini, se tudi na nas obrnejo, pa jim lahko enostavno pokažemo vse, kar imamo. Torej pri nas ni mogoče, da bi recimo jaz prodala eno od svojih ledvic? Lahko poskušate, samo vas bojo prijavili, tako ja. Popolnoma altruistično je celoten sistem nastavljen, nihče za to ničesar ne dobi. Edina stvar, kar je, in je tudi logična, je kompenzacija stroškov zdravljenja tistega, ki je živi darovalec. Zato, ker v tem primeru pa postanete za nekaj časa bolnik, ste lahko zdravstveno ogroženi in se pokrijete stroške zdravljenja, dokler niste spet dovolj zdrav, da greste lahko nazaj na delovno mesto. A bi lahko nam mogoče za konec povedali en pozitiven primer ali pa razlog, zakaj bi nekdo, ki naj jo je danes poslušal, recimo se odločil, pa se uvrstil na listo darovalcev organov? Če ne drugo, bi ljudem želel odpreti oči, niso samo odrasli tisti, ki zbolevajo za takimi boleznimi. Tukaj so razne avtoimunske bolezni, redke bolezni, nenadne okužbe, ki lahko pripeljejo do končne odpovedi organov.
kar nekaj otrok, kar nekaj mladih, odraslih. Po drugi strani pa takrat, ko zapustiš ta svet, v bistvu nimaš kaj izgubiti. A ne. Tvojega življenja je konec, s tako odločitvijo pa lahko nekomu pomagaš dejansko preživeti. Imate kakšno lepo zgodbo, ki bi jo delil z nami? Poznate koga, ki mu je darovan organ spremenil življenje, mu omogočil ponovno rojstvo? Ja, poznamo jih veliko, redno sodelujemo s Slovenskim društvom Transplant, skupaj smo v sklopu enega projekta posneli tudi 15 filmov, tako da ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, kjer lahko te zgodbe pogledate. Gre res za ljudi, ki so se polno vrnili nazaj v življenje in če vas njihove zgodbe ne bodo prepričale, naj vas pa vsaj te o majhnih otrocih, ki smo jih zadnja leta prikazali v medijih. Najlepša hvala za vaš čas, za vašo požrtvovalnost, pa hvala tudi v celotni vaši ekipi, vsem kirurgom, pa vsem, ki tako potrpežljivo delate na teh altruističnih ravnanjih. Hvala. Najlepša hvala vam. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.